Samo mogoče preden gospod Grobelnik nadaljuje, samo eno stvar bi dodala tukaj, ko je gospod Uršič omenil te tehnologije, pa to pri mladih. Kar je meni osebno fascinantno, mi je pa zadnje čase to, da na trg prihajajo razne nove tehnologije, ki v bistvu kopirajo stare tehnologije. Tako da zdaj je ogromno mladih, ki kupujejo, recimo, če ste slišali, Light Phone, to je kot nek iPhone, ki nima aplikacij. Pol recimo tablica Remarkable, jaz opravičujem, ker tukaj delam zdaj malo marketinga, se so tudi no. Ampak ena tablica, ki poustvarja občutek pisanja po papirju in tudi nima recimo aplikacij. In potem recimo Wave je ena taka zadeva, ki po steni s pomočjo klasičnih flomastrov riše digitalne risbe na klasičen način. Pa še ful je take stvari, no. Tako da tukaj mi je ful zanimivo, kako ta še mlajša generacija od mene izumlja na novo stvari iz preteklosti in jih čez dalje bolj uporablja. Tudi dosti mojih mlajših prijateljev ima recimo ta Light Phone brez aplikacij in mi je tako tudi zanimiva tematika, ki se tukaj odpira, kako držimo stran na nek način spet od teh tehnologij. Tako da samo preden gospod Grobelnik nadaljuje, sem hotela to. No, sej, ta Light Phone damo samo še na žico, pa smo nazaj pri unem, ta starem telefonu, ne, tako da, dobro, to je sam komentar. Ja, prej bilo nekaj zelo zanimivih iztočnic, da pa se bom probal vseh na hitro nekako dotakniti, ne. Mogoče najprej, zakaj bi sploh hotel razumeti rdečo kapico? Rdečo kapico samo za sebe ni cilj, ne. Cilj je razumeti nakopičeno znanje, ki ga je človeštvo kopičilo in zapisovalo v besedila, ne. Tega danes z računalniki dejansko ne moremo, ne. Torej, tisto, na Googlu iščemo, pravzaprav Google ne išče po znanju, Google išče po nekako zapisanih besedah, po dokumentih, ne. Tisto, kar bi se mi zares želeli, je iskati po znanju, ne. Torej, ne vem, ali kot filozof, ali kot matematik, ali kot biolog, ali sociolog, karkoli bi si želel iskati, imeti en tak Google ali pa nek drug iskalnik, kjer bi rekel, no, kje je pa v preteklosti že kdo razmišljal o tem in tem konceptu in do kakšnih uvidov je prišel, ne. Torej, zato sem prej dal rdečo kapico samo kot primer, ne, torej, tehnologija, ki bi omogočala razumeti, kaj so ljudje kdaj, pa so to lahko v tisočih letih, ne, zapisali, no, ta ne obstaja, ne. No, in v tem smislu je ta iskanje po razumevanje rdeče kapice pomembno, ne, zato ker če rdečo kapico razumemo, pa bomo verjetno še kaj drugega tudi razumeli. To je odgovor na ta del. Potem bi se dotaknil tega, kar je Valerij izpostavila o umetnosti, ne. Vloga umetnosti in tudi relacija umetnosti in znanosti, ne. Jaz imam eno predavanje, ki ga tu in tam kje odvrtim, na temo, kako sploh razumeti umetno inteligenco ali pa to področje na recimo en tak prav način. Kaj mi pravzaprav delamo, ne? Pa ne samo mi, ampak tudi matematiki in drugi, ne? Mi pravzaprav nič novega ne odkrivamo, mi samo iščemo to, kar že obstaja, to je zdaj podoben parafraza tistega Michelangelovega stavka, ne, da on iz kipa kamna odbije samo tisto, kar je odveč, pa dobi kip, ne. No, mi pravzaprav ne delamo nič dosti drugače, ne, torej, mi bi bili popolnoma zgubljeni, če bi bila narava okrog nas, ta narava pa lahko fizična narava ali pa tudi nefizična, ne, če bi bila kaos, ne, ampak ni kaos, ne. Vse te strukture, okolje okrog nas je urejeno, ne. Ne vem, če vzamemo snežinko ali pa kos ledu, ne, so to kristali ali pa, ne, ki imajo neko lepo interno strukturo. No, na podoben način, če vzamemo drevo je tudi neka lepa struktura, ne, ima deblo, pa veje, pa in tako naprej, taka fraktalna struktura, samopodobna, ne. No, popolnoma isto je družba organizirana, ne. Če pogledamo tudi na podoben način je človek organiziran in če gremo, ne vem, v eno, mogoče se bo slišalo čudno, ampak če gremo v neko tovarno, pa s senzorji merimo, kam se tam dogaja,
spet bomo prišli do natanko iste strukture, kot je ali družba ali pa kristal in tako naprej. To, kar mi delamo, pravzaprav mi samo probamo razkriti te lepe, pravilne vzorce in jih zapisati na tipično tak matematičen način, tak priročen način, nič kaj posebnega v enem jeziku, ampak to mi nič drugega ne počnemo, kot samo iščemo vzorce v teh silno na videz kompleksnih, v resnici pa niso tako hudo kompleksni vzorci. No, zdaj pa, kje pa umetnost, umetnost je pa tudi nekaj, kar podaja neke metafore, kjer te vzorce po eni drugi poti umetniki tipično pridajo do tega, ampak opisujejo ta isti svet na dostikrat lep način, no, ne pa včasih pa tudi malo zblojen, ampak če govorimo o tisti pravi umetnosti, mislim na te presežke, ki so jih te ljudje sposobni narediti. No, potem pa še čisto na hitro bi se dotaknil te agensa oziroma avtonomije, ki je Marko omenil. Ja, ta avtonomija je en ključen korak, ko torej večina sistemov danes je takih, da pravzaprav je še vedno pri tej ključni odločitvi, ki vpliva nazaj na okolje, tipično še vedno človek tam nekako odloči, ali bo ali ne bo. Ne pri vseh, ampak pri Googlu seveda ni človek vmes, računalnik od sebe da. Ampak recimo avtomobili še vedno niso avtonomni, saj niso dovoljeni za voziti, ampak tisti moment, ko bojo avtomobili dobili dovoljenje za to, da bojo sami peljali, to bo tisti moment, ko bo ta avtonomija prišla recimo na ceste, seveda takrat bomo predali en del te svoje svobode mašinam. Zdaj pa ključno vprašanje pa, v katerem se pa ne samo ta Nick Bostrom, torej o posledicah na družbo ali na posameznika, o tem se pa ogromno razmišlja. Torej jaz sedim tam na odborih, torej na Svetu Evrope, na OECD-ju, na UNESCO in tako naprej, kjer pravzaprav razpravljamo samo o tem, torej razmišljamo samo o posledicah. Posledice na etiko, posledice na trg dela, to je mogoče ena najbolj pomembnih stvari, kako se bo naš trg dela, kako se bo neke zaposlitve bojo preprosto zginile, vpliv na ekonomijo in tako naprej. Torej, ogromno ljudi razmišlja o tem, ampak se seveda skušamo tudi nekako vpliv na Svet Evrope, na človekove pravice in tako naprej. Torej, o tem se zelo veliko razmišlja v tem zadnjem obdobju, mogoče zadnji 2 leti, 5 let nazaj tega še ni bilo, zdaj pa je. Tako da, hočem samo reči, torej, še vedno je več vprašanj kot odgovorov, ampak to ni, bi rekel, to se ne prepušča stihiji, da tako rečem, ali pa velikim firmam, ki bi rada samo na hitro zaslužila, pač tako to pač je. To je zdaj pač nekaj teh misli, recimo, da ne bom predolg, bom tukaj zaključil. Hvala. Jaz bi malo tole obrnil so zadevo še na ta transhumanizem. Dejstvo je, da smo govorili, oziroma ideja transhumanizma je o tem, da tehnologija pa tehnološki napredek na nek način izboljša človeka, da preskočimo določene evolucijske stopnje. Kaj menite, je to mogoče? Ne, jaz mislim, da ne. To je del evolucije, pravzaprav. Zakaj bi preskakvali evolutivne stopnje? To je, gledajte, mi znanstveniki, mi ne vidimo, da prihaja do nekih velikih revolucij. Za nas je razvoj zelo počasen, zelo zlagoma se stvari odvijajo. Res pa je, da na nekih točkah te počasnega razvoja inovacij, nam rekel počasnega razvoja inovacij, pač lahko zdaj hiter ali počasen, pa pride do kakšnih točk, ki imajo pa večji ali pa manjši vpliv na družbo. In to je samo del dokaj normalnega razvoja, če si del tega. Seveda, če si pa samo opazovalec, pa tisti, ki te zadeve zadanejo, takrat pa seveda zgleda, da nekaj preskakujemo, ampak kot resnici nič ne preskakujemo. Preden dam besedo gospodu Uršiču. Pred leti sem poslušal predavanje neke antropologinje iz Intla,
to podjetje je zaposlilo zaradi samovozečih vozil, predvsem zaradi reševanja vprašanj, kako samovozeče vozilo umestiti v družbo, kako prepričati ljudi, da sploh uporabljajo, predvsem moške, ki dejansko rabijo neke hude avtomobile pa voziti. In potem, to je bilo, mislim, da 3-4 leta nazaj, od zdaj naprej se govori samo še o tehnologiji. Kje je ta aspekt filozofski, etični, moralni, kar se tiče tehnologije in predvsem samovozečih vozil? Dr. Uršič. Ja, jaz bi se mogoče vrnil na tisto, glede evolucije. Mislim, da moramo tle razlikovati dve različni pojmovanje evolucije, da se včasih to malo meša. Po eni strani jasno, da tehnološka evolucija, tehnološki razvoj, da gre naprej in bo šel naprej in je prav, da gre naprej. Po drugi strani, zdaj tukaj pri transhumanizmu se pa ne govori samo o tehnološki evoluciji, ampak se govori o tem, da naj bi se pač ta naravna evolucija nadaljevala v nekem bitju, v neki novi vrsti, recimo Sapiens 2.0 ali kaj podobno, ki bi bil naslednja tista vrsta, ki bi pač nadomestila v glavnem človeka na tem planetu. Tako kot smo recimo, mi nekako iztrebili neandertalce, ali pa recimo, ne vem, da smo pokorili vse živali, jih udomačili in podobno, naj bi se zgodilo po teh recimo bolj črnih scenarijih. Tako da tukaj, jasno, če govorimo samo o tehnološki evoluciji, ni noben problem. Problem je, če se začne, mislim, da se tukaj s kolegom Markotom strinjava, če se začne te stvari mistificirati, ampak te stvari se mistificirajo same po sebi, se dogaja to vse skozi. In kdo je motor te mistifikacije, pa pravzaprav ne vem, ali je to neko obče mnenje ali kakorkoli že. Pa še nekaj, tukaj v zvezi s to recimo kontrolo. Mene zelo veseli slišati to, da se recimo v raznih komisijah in odborih Evropske skupnosti, da se razpravlja o tem, da pač ne morejo tudi delati velike firme to, kar hočejo. To je super, ampak sem pa zelo skeptik, ali je to dejansko mogoče nekako v tem svetu, kjer sta tako tesno prepletena tehnologija in kapital obvladovati te velike firme. Zdaj, tukaj je pa spet eno vprašanje, glede zaslužka pa profita in tako naprej. Zakaj pravzaprav velike firme delajo robote za neko splošno uporabo? Ali pa še bolj enostavno vprašanje, zakaj mora biti recimo internet prav vsakemu dostopen? Vemo, da internet prvotno je bil zamišljen zelo lepo kot izmenjava pač informacij, znanstvenih podatkov in tako naprej. Zdaj je internet, milo rečeno, zelo problematičen v določenih svojih sektorjih. In tudi ti pametni telefončki in vse te stvari, seveda v nekem takem recimo obsednem stanju, kot je zdaj, ali pa nenormalnem stanju COVID-a, je to super. Ampak če bo to postalo recimo neka naša nova realnost, da je pa to problem. In zdaj stališča velikih firm, seveda so zainteresirani za profit. Iz samih ekspertnih sistemov, recimo v medicini ali pa v astronautiki in tako naprej, ne bi mogli zaslužiti toliko denarja. In zdaj jasno, da je trend ta, da se dela robotke, da se dela stvari, ki jih sploh pravzaprav ne potrebujemo, in da se s tem nekako pač tudi socialni mir kupuje in tako naprej. Ampak kam ves ta trend vodi? To je pa drugo vprašanje. Zdaj, tudi recimo v zvezi s temi avtomobili, zdaj, spet moje vprašanje, tako kot sem prej vprašal, zakaj bi pravzaprav morali pač računalniki razumeti rdečo kapico. Zakaj bi morali voziti avtomobile? Jaz tega ne razumem. Jaz zelo dobro razumem, zakaj je treba imeti avtopilota na letalu, če je megla in tako naprej, za pristajati in vse to. Za avtomobile, dajte, a ni lepo voziti. Mislim, počasi nam recimo jemljajo te funkcije, ki so neki, ki so pravzaprav v življenju tudi nekaj lepega. Konec koncev bomo noč in dan pač pred ekrani in programirali vsi, ali kaj bomo počeli. Dobro, jaz zdaj malo seveda karikiram malo, ampak tu so ta povezava recimo tehnologije in družbe je zelo zapletena, kompleksna in tudi nevarna. In tega se na nek način treba zavedati. In humanisti, družboslovci po svoji profesiji
pač moramo na te stvari opozoriti. Kot rečeno, je pa zelo lepo slišati, da se to tudi na ravni recimo nekih strokovnih komisij, da se to dogaja. Hvala. Se strinjam do nekaj, mislim, dobro, jaz sem tle samo voditelj, nisem, ampak dejstvo je, da ja, se strinjam s tem, ampak moj prijatelj, ki je slučajno šofer, bi prav vesel bil, če mi ne bilo treba vsak teden hoditi po isti poti, čisto vsakič. Da bi kamion sam vozil. Tle je spet vprašanje, tle je spet eno vprašanje, kje pa kdaj. Recimo, nekdo, jaz sem recimo razmišljal, ker sem se vozil pač dostikrat v življenju v raznih velikih mestih, s podzemljsko železnico. To je pošastno delo pravzaprav, da si skozi v tistih tunelih. Dosti boljše, če to vodi robot, gotovo. Mislim, take stvari, ali pa recimo nevarne poklice, ali pa karkoli, take poklice, to je fantastično, da imamo robote. Tudi industrijske, recimo, da pač umazane, recimo, pač, da avtomobile barvajo roboti in podobno. Ampak stvari grejo čez, stvari se ne ustavijo tle. Stvari grejo zdaj v to, da se pravzaprav izrinja človeške poklice. Zdaj, en tak absurden, recimo, predlog, ki sem ga slišal, je ta, da bi roboti nadomestili varuške starih ljudi po domovih. Da bi bilo to v bistvu v perspektivi, in mogoče se na Japonskem celo to že dogaja, ne vem. Mislim, to se meni zdi grozljivo. Zato, ker hkrati pa toliko ljudi brezposelnih, ki, mislim, češ, da stari ljudje, da jim je vseeno, če ima opravka z robotom ali pač z neko bolničarko. Meni to, tudi če bi bil še tako, recimo, prizadet, mislim, da upam, da mi ne bo vseeno. Ja, to je že en zelo popularen robotek, Elik, se reče, za starostnike, tako da definitivno se to že uporablja, nažalost, oziroma, ja. To je že narejen, pa tudi roboti natakarji, pa roboti fizični delavci v tovarni, vse to je narejen, ampak koliko je uporabljeno tega, pa žal ne vemo, ker to je več ali manj na Japonskem in podobno. Sem se pa, ker smo že govorili o teh robotih, sem se spomnil na predstavitev, ta je bila pa res umetniška, v Trbovljah, Honda, robot Asimo, ne vem, če ga je kdo videl. Valerij, to je tvoje področje. Videla, jaz sem tudi ga v živo pogledala, pa letos je bila tudi tale Eva, oziroma ne vem točno, kako se je rekla, robotka, ki pleše, pa to, mislim, ogromno teh nekih robotkov se mi zdi, da je bolj namenjeno neki zabavi, tako se mi zdi kot neke vrste pač igrače, še vedno. Tako, moje mnenje je zelo deljeno na tem področju. Po eni strani se mi zdi zelo zanimivo tudi te roboti, ki so za izobraževanje otrok, recimo, ne vem, če poznate Roibi robot, mislim, da je en tak, ki se zelo veliko uporablja, tak manjši, za otroke od 3 do 7 let in naj bi bila to neka nova igrača, ki je celo marketinško tako oglašujejo, kot da namenite vašemu otroku več časa stran od ekranov, se pravi, stran od mobitela, od tablic, od računalnika, s tem, da mu date robotka. Tako da, zanimiv marketing z tega področja. Po eni strani mi je všeč to, da ta robotek spodbuja definitivno, da otroci grejo ven, ga vzameš s sabo in on ti tam na travi kaže neke vaje, ne vem kaj, oziroma ti govori, kaj deli, ampak ravno to, kot je tudi gospod Uršič omenil, tukaj se mogoče ustvarja to, da s tem se postavljajo novi vmesniki med vsemi nami, sploh zdaj v času karantene smo itak imeli to fizično distanciranje, to izpostavljeno in so ves čas poudarjali, da pazimo na razdalje, da se ne družimo, da nimamo fizičnih stikov. In problem, ki ga vidim jaz pri teh tehnologijah, je mogoče ravno to, kako pa preseči to vprašanje, a dejansko rabimo človeško bližino, kaj pomeni odsotnost tega čutnega zaznavanja sočloveka, bližine. To so taka vprašanja, ki se mi zdijo pomembna, da se jih sprašujemo in ne vem, zelo imam deljeno mnenje, kar se tega tiče. Všeč mi je, da se spodbuja izobrazba, pa ta dela, da pač s pomočjo te tehnologije in teh možnih vmesnikov, robotkov rešujemo mogoče fokus bolj v tej smeri, kjer nastanejo težave, da nimamo dostopa, recimo, všeč mi je bil en izum nekih, mislim izum, saj ni toliko spet inovativno, ampak je pa zanimiva rešitev,
v državah, kjer imajo težave z elektriko, da nimajo otroci recimo, ali pa tudi cele vasi dostopa za elektriko, so neki roboti v obliki krav, dejansko kot krave, ki se pasejo in imajo na hrbtu te solarne celice, spodaj na vimih, kako se reče, so pa noter baterije, ki se ves čas polnijo in potem to otroci vzamejo domov kot lučko in oni lahko berejo knjige doma, ker pač nimajo elektrike in ne morejo brati knjige za šolo. Tako da z tega vidika mi taka tehnologija zelo všeč, da pač rešuje te probleme, ki nastajajo, da nimajo določeni ljudje dostopa, ne vem, do osnovnih stvari, kot je elektrika, znanje, te informacije, so pa vse to tematike, o katerih se moramo pogovarjati, pa mogoče reči bolj v tej smeri, saj kar se mene tiče, da rešujemo ravno te problematike, ne da nadomestke iščemo. Tako da, če se čisto bolj na začetek naše debate vrnem, ravno to vprašanje, zakaj bi ustvarjali robote, ki pa ustvarjajo človeško telo pa gibanje, ampak mogoče fokus gre potem bolj v smeri reševanja težav. Definitivno se mi pa zdi tudi, da ustvarjamo te robote mogoče ravno zato, da pridemo do določene točke, ki vidimo, kaj so sposobni in potem, ko jih izumimo, te humanoide ali karkoli že, s pomočjo tega pol šele iščemo rešitve, ki so problemi v družbi, recimo. Toliko sveta še vedno nima elektrike, kako lahko to rešimo, osnovno zadevo, elektriko. Da bi sam še nekaj tlele dodal, če lahko. Mislim, da je Boston Dynamics 2 svoja robota postavil v neko čudno pozicijo, ko sta nekaj plesala za popularizacijo tega. Poleg tega so pa še drugi taki primeri, ko se pač roboti na nek način hočejo pokazati skozi neko umetnost. Zanima, a bi lahko pa, če ne govorimo konec koncev, vsej v filmih imamo polno nekih animiranih likov, ki so roboti, ki so narisani, narejeni. A bi lahko robot, ne vem, 2 robota Shakespearea igrala? Ja, jaz mislim, da rešitev bi bila bolj v tem, v smislu hologramov, hologramske projekcije, mislim, da je to mogoče boljša rešitev, ampak ja, jaz mislim, da bi se dalo to poustvariti. Je pa zaenkrat po mojem še nismo na tej točki, kar se tiče nekega občutja, energije. Vseeno se mi zdi, da bližina človeka v resnici, ko smo v istem prostoru, da so še določene stvari, kot so feromoni in vse te podzavestne občutki, ki se jih še ne sprašujemo to v detajle, definitivno pa so prisotni. In ja, vse tehnologija tudi to rešuje in se mi zdi, da bomo tudi na to fazo nekega dne prišli. Mogoče pa ni tudi samo, ko govorimo o tehnologiji pa umetni inteligenci, se mi zdi, da ima preveč ljudi to ves čas v glavi, da ima predstavo, da so to roboti, da gre samo, da mora biti nekaj materialnega. Ves čas se mi zdi, da imamo to težavo, da ko govorimo o tej tehnologiji, vidimo robote, ampak koliko je pa še plasti možnih v nekih nematerialnih sferah, tudi to se meni zdi osebno zelo zanimivo pri umetni inteligenci, da ne smemo ves čas razmišljati tako pri splošni populaciji, opažam to, da ves čas samo roboti. Ja, ampak mišljeni so roboti, tudi hologrami, pa projekcije in podobne zadeve v virtualni realnosti, ja. Koliko pa je še teh nivojev, neke vrste zavesti, bi lahko rekli, ker se zdi pri tej umetni inteligenci še ima ogromno možnosti razvoja. In mogoče bi tukaj eno metaforo omenila, ki sem jo že zelo dolgo nazaj nekje prebrala, na žalost sem pozabila vir, ki govori o tej nevarnosti tehnologije. Gre za metaforo, kjer naj bi bil človek in tiger. Če jih damo skupaj, tiger ima mišice, človek je ni toliko močen kot tiger in ko se spopadeta, zmaga tiger, ker ima močnejše mišice oziroma je pač zver. Ampak ker ima človek večji intelekt, je nekako izumil kletko in pač tega tigra zaprl v kletko, tako da lahko okrog njega hodi in ne more tiger pač njega napasti in na nek način je človek zmagal. In zdaj te skeptiki tehnološki pa ves čas svarijo pred tem, kaj pa če bo nekega dne umetna inteligenca pač bolj inteligentna od nas in bomo mi ta tiger, ki se bomo zaprli v to kletko. Tako da ta metafora je meni zelo ostala v spominu. Sem že pozabila, kdo je avtor tega, ampak tako, kar se teh skeptikov tehnoloških tiče, ves čas opozarjajo na to, da mogoče bomo pač mi ta tiger v tej kletki, pa bo tehnologija
to postala naša kletka. Ampak vse na nek način pa smo že, jaz recimo opažam, da sem jaz ta tiger v kletki, ker vzamem telefon, se ga ne vidi, moj telefon pač mora biti ves čas z mano, če ga zdaj, ko sem na tej rezidenci na Krasu, sem se odločila, da se bom malo bolj odklopila od vseh tehnologij in sem ga zdaj zadnje dni malo bolj puščala v hiši, sem šla okoli brez njega. In potem, če me je kdo klical in se nisem javila, par ur je bila cela panika, pač zakaj se nisi javila in sem tako pa zakaj pa se ne smem vzeti časa zase, pa se pač ne javim, pa sem offline neki ure, tako da da smo že v tej kletki, že s temi telefoni in vsem tem. Ja, do neke mere smo v kletki, sam smo se, mislim, da kar sami v njo postavili, če sem čisto spet. Preden dam besedo gospodu Grobelniku, ker mislim, da je hotel nekaj na to temo povedati. Bi sam to vprašal, zmeraj se govori o tej tehnološki singularnosti pa razvoju umetne inteligence, ko bo to se zgodilo, ta stvar nima obenem naravnih omejitev. Jaz mislim, da jih ima, koliko jih ima vsako živo bitje, organizem ali tehnični sistem. To je vprašanje zame. Ja. Ja, seveda so omejitve, so vse mogoče, gledajte, ne vem, če se v fizičnih sistemih pogovarjamo, za vse velja, ne vem, gravitacija, to je že omejitev, obstaja omejitev, ne vem, velikosti atoma, pač enih stvari ne moramo narediti še manjših, pa še hitrejših in tako naprej. Tako da te omejitve absolutno so in to vplivajo na vse te naše odločitve, ja. Tako da to brez dvoma. Hotel sem, sam na hitro sem se hotel dotakniti prej, Marko omenil, sem nazaj na tisto mistificiranje. Kdo povzroča to mistificiranje? Vprašanje za Marjana, a morda tehnološki novinarji to počnete? To je samo, priznam. Ja. No, ampak tisto bolj pomembna zadeva, ki sem jo hotel reči, je pa, prej sem čist na koncu prvega izvajanja sem omenil, da torej, če se pogovarjamo o transhumanizmu, zdaj smo zelo zašli v to debato okoli tehnologije, pa ne vem, kaj je bilo, pa kaj je, pa robot ta, pa pa trek, pa tiste dva robota iz Boston Dynamicsa, ki se bi jih pokazal, ampak verjetno nimamo časa, ko lepo plešata in tako naprej. Ja, to je vse lepo in prav, ampak ali če se pogovarjamo o transhumanizmu, vprašanje, ali človeštvo napreduje morda v kakšnih drugih zadevah, morda tudi. Torej, ali je, ne vem, tako kot imamo hitrejše pa boljše stroje, recimo, ali imamo morda tudi kaj manj egoizma, ali imamo kaj manj, ne vem, sovraštva, pohlepa, vseh teh, ne vem, 7 grehov ali koliko jih je že. Ali se je kakšen od teh grehov zmanjšal, recimo, če tako malo za hec povem. Torej, zgleda, da jaz bi si predstavljal, če se o transhumanizmu, torej o človeku, ki bo nekaj boljšega, večjega, nekoč v prihodnosti, da bo tudi v kakšni od teh lastnosti napredoval. Ne samo to, da bo hitrej klikal, pa swipal, pa in tako naprej. Tako da to bi me zanimalo tudi mnenje Valerije in Markota, kaj si mislita o tem razvoju. Zato sem prej rekel za Platona in Sokrata, recimo, če preberemo njihova besedila danes, nič nas gleda, da se je kaj dosti spremenilo v vseh teh tisočletjih. Marko, si dvignil roko? Ja, sem videl, da je dvignil roko. Mi smo že kar dosti zašli, pa že kar dosti časa je od tega, kar smo začeli. Zato bom vse skupaj to navezal skupaj. Ja, se strinjam, tudi mi tehnični novinarji imamo neko hecno zadevo, da smo malo zaljubljeni v te zadeve in radi pišemo. Nimamo pa pogleda v čist celoto. Zdaj, mogoče bi to zadeva in seveda dr. Uršič bi mu prvo besedo, kako uskladiti vse te zadeve. To, kar jaz vidim kot tehnični novinar, to, kot vi kot znanstvenik, to, kot vi kot umetnica in ne nazadnje kot vi kot filozof. Kako to uskladiti v to neko hecno življenje, ki ga konec koncev skupaj živimo? Ja, filozofi so od nekdaj skušali neko tako veliko sintezo podati, kar se če dalje bolj kazalo kot neka vrsta iluzija, da bi bilo to možno narediti neko tako sintezo. Ampak meni se zdi, če se navežem na to, kar je prej Marko rekel, čisto na kratko, ker vem, da časa zmanjkuje. Zdaj se strinjam, da ta razvoj duha, da tako rečem, se pravi, če se navežem direktno na to, kar ste rekel,
premagovanje 7 grehov in tako naprej. Žal se tukaj kaj dosti ne premika, ne, naprej. Ampak v tem negativnem smislu se ne, ker nekaj drugega, recimo Platonovi, Sokratovi pogovori, Platonovih tekstih so res večni v tem smislu, ne, da so jih danes bereš tako, kot da bi bili napisani včeraj, ne, skoraj da tako, no. Medtem ko, to je ta pozitivni smisel tega nerazvoja ali pa te večnosti, medtem ko te človeške lastnosti pa žal ostajajo te slabe lastnosti in kar mene recimo skrbi v zvezi z razvojem, s to sprego recimo tehnologije, kapitala in s celotno pač družbenim razvojem danes, ne, se mi zdi, da ta razvoj, ki ga zdaj doživljamo, da v bistvu ne rešuje teh stvari, ampak jih kvečemu intenzivira, ne, se pravi te slabe stvari v človeku. Glejte, internet recimo je bil gotovo zamišljen zelo, zelo v redu, je postal v veliki meri pač, ali pa vsaj za določen krog ljudi, pač nek medij življanja nekih agresivnih impulzov in tako naprej, ne. Tako da tukaj je problem, ne, zdaj verjetno smo nekje pri kraju, ampak še v zvezi s tem bi še nekaj rad omenil, ker kup stvari, mogoče vprašanji bojo še prišli, še razne teme. Vojska, ne, vojska pa umetna inteligenca, ne, o tem nismo nič rekli pravzaprav, ne, vojska je gotovo, se pravi, vojske, močne vojske sveta so gotovo zelo, zelo zainteresirane za robote in umetno inteligenco, ne. To je ena zadeva, ne. Potem recimo samo vprašanje virtualne realnosti, o tem smo sorazmerno malo rekli, ampak tudi to se meni zdi zelo, ne samo z filozofskega, z človeškega stališča problematično, ne. Prav, da recimo te neke pač tridimenzionalni hologrami in tako naprej, da se nadomeščajo pač naše potovanje recimo v Egipt, v grobnice faraonov, ki so že baje tako napolnjene zdaj, da enostavno se tam ne da nič več videti in imaš pa krasne simulacije na internetu, ne, teh prostorov. Ampak gledajte, kaj to pomeni, ne? To pomeni izgubo neke neposredne čutnosti, izgubo tega, kar nam je v bistvu najbližje ljudem in nekako tukaj so veliki, veliki problemi in ne nazadnje tudi religija, ne? Religija, o tem tudi nismo nič rekli, ampak nekateri religiozni fenomeni današnji se tesno povezujejo s tem transhumanizmom v Ameriki, predvsem pa tudi še kje drugje seveda, ne? Čeprav recimo krščanska religija, vsaj katolicizem, cerkev je nekako načeloma, ne, zelo skeptična do transhumanizma in tako naprej, ampak ne, ta ideja, da pravzaprav raja na zemlji, ne, se pravi, da se nekako na zemlji, zdaj bo v virtualnem svetu, ne, se pravi, v tem primeru pa bi res postala religija, če bi se to zgodilo, če se to realizira v bodočem razvoju človeštva, potem res postaja religija opis za ljudstvo, ne, tako kot je davno je rekel Marx, ne, se pravi, nek eskapizem v neke svetove vzporedne, ki, zdaj dobro, če bo ta svet tako grozen, ne, da se ne bo dalo v njem živeti zaradi podnebnih sprememb, zaradi virusov in tako naprej, potem bo to naša edina rešitev, oziroma tisti, ki pridejo za nami, ampak jaz upam, da ne bo. Hvala, Valerij. Ja, glede na to, da smo res že kar dolgi, je super, da gremo na vprašanje, ampak kar se še, če moje zaključne misli tiče, je mogoče samo to, hotela sem tudi izpostaviti ta element religije, tako da je v bistvu gospod Uršič že vse povedal. Na kratko, moja, kako bi temu rekla, skrb je samo to, da mogoče je ta načrt kapitala oziroma finančni, kako bi rekla, tisti, ki želijo finančno obogateti na račun drugih, me skrbi pač ta segment, kar se tiče same uporabe tehnologije. Me pa pozitivno, jaz sem pač tak optimist, me zelo pozitivni luči vidim, da je zadnja leta oziroma sploh zdaj v času korone je ogromno teh nekih pozivov k mindfulness, se pravi povezava telesa in misli, oziroma kako je pomembno, da ne samo, da skrbimo za, se pravi, dobro psihično kondicijo, da tudi fizično kondicijo, tako da z tega vidika mi je všeč, da se to pri moji generaciji, pa v bistvu vse pri vseh generacije, da se to več o tem govori, tudi zelo je popularna zdaj ta tematika, sama mindfulness, zavedanje uma in povezave telesa. Tako da z tega vidika vidim malo vse skupaj v pozitivni smeri in upam, da bo tudi tako šlo naprej, da bo tudi človek in tehnologija, da bosta z roko v roki na ta način sodelovali in da kapital ne bo povozil
teh nekih vsem dobrih zgledov humanizma in želja ljudi, v katero smer bi radi šli. Zdaj pa ja, v bistvu bi kar mogoče šli na vprašanja. Ne, bi dal še dr. Grobelniku. Se bom, samo čist zaključna misel je, da jaz sem pač tudi optimist, da sem soustvarjalec teh tehnoloških zadev, je pa seveda, dajmo tako reči, da ta tehnologija je v veliki meri samo ojačevalec stvari, ki jih itak se nam dogajajo. To pojav interneta, pa zdaj tudi vsa te novejše tehnologije, ne vem, zdaj kar naenkrat so vsi začeli govoriti o pristranosti sistemov, o tem in onem. Vse to je že obstajalo, samo prej jih nismo videli tako dobro. Ne vem, spomnim se še v 90-ih, Marjan, ti se še verjetno spomnil, ko so ne vem, na Arnesu in drugje gledali, kaj v resnici ljudje klikajo. Prej se to ni dal videti, kaj ljudje berejo. No, pa se je pa dal prešteti, kaj ljudje berejo in so bili zgroženi. In zdaj, to ni bil kriv internet. Kriva je bila človekova narava. Tako da tle se moramo majčkeno v ogledalo pogledati in ne kriviti tehnologijo za sliko v ogledalo, za nas same. To se pa zelo, zelo strinjam. Zato sem rekel, da je tehnologija običajno neutralna. Se pa strinjam, da se filozofi z mano s tem ne bojo strinjali, ampak gremo raje na vprašanja. Sam pojasnilo, če dovolite, jaz nisem tehnološki skeptik, daleč od tega. Samo mislim, da je treba razmišljati o tehnologiji tudi širše in mislim, da vsi štirje tudi na tak način razmišljamo in da pač srečujemo se na tem področju širšega razumevanja tehnologije. Skepsa, tista popolna skepsa proti tehnologiji je pa norost, danes. Recimo, tako kot zavračanje cepljenja ali pa ne vem kaj, to danes v našem svetu je to samomorilsko bi bilo, to ne gre za skepso do tehnologije. Ne, se nisem tega mislil, jaz sem govoril sam čist. Ja, ampak se strinjava. Gremo zdaj na te par še, mislim, se kar nekaj vprašanj. Mislim, da za vaš Uršič bo kar ta prvo. Koliko pri razvoju in raziskavah umetne inteligence sodelujejo z raziskovalci človeka in njegove kognicije, nervoznanostjo, kognitivno znanostjo in podobnim? Ja, mislim, jaz tukaj nisem pač ekspert za kognitivno znanost, boljši odgovor oziroma natančnejši odgovor bi dala moja kolegica na oddelku za filozofijo, profesorca Olga Markič, ki vodi to skupino, oziroma je tudi ta program, interdisciplinarni program, kjer sodelujejo tako filozofi, kot recimo nevroznanstveniki, kot psihologi in seveda računalničarji oziroma informatiki. Tako da neko sodelovanje obstaja. Zdaj, zlasti na tej znanstveno-raziskovalni ravni nedvomno obstaja. Zdaj, na širši družbeni ravni pa se mi zdi, da manj. Se pravi, pri razen seveda v teh okroglih mizah in podobnih, ampak tako, zdi se mi, ampak verjetno nisem čista prava oseba, da bi na to vprašanje znal popolnoma dobro odgovor. Če jaz lahko hitro dodam, to področje umetne inteligence je v enih delih, ne povsod, v enih delih je tesno povezano s temi ostalimi, s kognitivnimi znanostmi in nevro in tako naprej. Tako da tega sodelovanja je kar precej, je pa res področje umetne inteligence širše in tudi problemov je dosti takih, kjer pa morda teh znanj tudi vedno ne rabimo. Tako da jaz vidim kar veliko teh sodelovanj. Se pravi, obstaja. Ja. Je že mednarodno znanstveno raziskovanje, ki poteka na različnih področjih. Absolutno. Okay. Gremo na naslednje vprašanje, poslal je Dušan. Če avtomatizacija zmanjšuje prostor za človeško ustvarjalnost in inovativnost, ali nam s tem onkraj neke točke vzema tudi vsakršno možnost samoaktualizacije? Po mojem nam ne jemlje možnost za kreativnost. Po mojem nam samo širi obzorja, dodaja orodja ali prijeme, s katerimi se lahko izražamo. Jaz bi bolj tako rekel, tako da ta pogled, da nam tehnologija zmanjšuje, to ne drži. Dr. Uršič, imate kaj za dodati? Predvsem vprašanje za Valerij, ki se ukvarja aktivno z
z umetnostjo, z raznimi pač novimi temi tehnikami umetnosti. Jaz se tukaj tudi pridružujem kolegu Marku Soimenjaku, ker tehnologija sama po sebi, jaz sem prej rekel, da ni nevtralna, seveda ni nevtralna v nekem globljem pomenu, ampak v primeru umetniškega ustvarjanja tehnologija jasno, da lahko pomaga tudi in širi neko možnost izražanja. To je bilo recimo še zlasti poudarjeno ali pa recimo nekako popularno ta tehnoumetnost ob koncu prejšnjega stoletja. Recimo pri nas so o tem tudi nekateri teoretiki dosti govorili. Kolega Janez Strehovc je o tem napisal zanimive knjige in tako, v času recimo tako imenovanega kiberpunka in podobno. In tudi ta umetnost, recimo pač tako imenovana konceptualna umetnost, inštalacije, video, spot in tako naprej. Jasno, da se tukaj nek diapazon umetnosti širi, ampak neko drugo s tehnologijo novo, z računalništvom, ampak neko drugo vprašanje pa je, pa notranji razvoj same umetnosti. Umetnost je prišla skozi neko dolgi razvoj modernizma do totalne, recimo, nekje, rečemo, dekonstrukcije forme in tako naprej. Kam zdaj sploh naprej v tem? To je pa vprašanje notranjega razvoja umetnosti, ki pa ni toliko povezano zdaj s samo tehnologijo, ki širi možnosti. Valerij? Mislim, jaz bi se strinjala z mojima kolegoma, predvsem ta sama aktualizacija se mi zdi nasplošno, da nam skozi pogled transhumanizma, da nam tehnologija pač omogoča res širši spekter in tudi ne bi kaj več dodala. Ja, imam še eno vprašanje, prav konkretno na vas naslovljeno. Kako se umetnost spreminja glede na tehnološke napredke? Ali obstaja tudi primeri, kjer umetnost poganja napredek v tehnologiji? Ja, to definitivno bi rekla, da ja. Kar se samo umetnosti tiče, področje intermedije se zelo razvija, kot sem že med današnjim pogovorom omenila, res prihaja ogromno teh novih tehnologij v samo formo uporabe v umetnosti. Bi pa mogoče čisto kot konkreten primer izpostavila recimo eno moje delo, ki se mu reče, ki sem ga delala v sodelovanju z Mihom Godcem, Davidov pogled. In sicer jaz osebno pač izviram iz tradicionalne filmske režije, me je pa že od nekdaj fasciniralo to oziroma zanimalo, kako bi lahko mogoče gledalec sam režiral določene segmente znotraj filma in sva naredila neko umetniško delo, kjer si ta uporabnik umetniškega dela da na glavo ta BCI, Brain Computer Interface, ki je bil pač posebej prilagojen za to zadevo, ki je meril te valove možganske na površini, pač zelo omejen, bolj je šlo za konceptualno delo in na podlagi vseh podatkov, dodali smo še druge senzorje, recimo vlage, gibanja, vsega tega, se je spreminjala naracija znotraj virtualnih očal, ki jih je imel tudi uporabnik na sebi, in je potem to umetniško delo se spreminjalo glede na uporabnikove impulze. In z tega vidika smo pač odprli neko tematiko, kako bi lahko daljnoročno vplivali na samo filmsko industrijo, kjer je že zdaj popularno, recimo Netflix veliko dela na tem, da producira konstantno nove serije, nove filme na podlagi inputa tega, kar pač ljudje gledajo. Kar se s tem ustvarja, je to, da je problem, da prihaja do hiperprodukcije, ogromno nekih novih filmov, serij konstantno nastaja in predvsem zdaj bolj podobni filmi med sabo ratujejo, zato ker pač zaradi teh logaritmov in vseh inputov gledalcev začenjajo zgodbe postajati podobne, ker pač to je nek interes splošne populacije, kaj se trenutno gleda, kaj je popularno. In tukaj pač pride do tega vpliva, kako umetnost pač črpa iz znanosti v umetnost. Tako da to je ena zadeva, potem pa tudi različne, sploh na področju medicine, so zelo zanimivi poskusi, kako, ne vem, recimo bi radi posneli svoje sanje. En nevroznanstvenik Yakiushi Kamitani, ne vem, če sem si prav zapomnila, mislim, da je Japonec, on pač poskuša dobesedno posneti sanje človeka v fazi spanja
In gre tukaj pač spet za neko spajanje tega, kako je to znanstveno mogoče, če je mogoče, in potem tudi vprašanje v umetnosti, kaj pa pač s temi posnetki sanj, kako se to interpretirati in zakaj bi to sploh radi snemali in dokumentirali. In to je meni osebno zelo zanimivo, ker iz tega filmskega vidika, iz vidika režije, iz vidika pač vizualne umetnosti mi je to zelo zanimivo, kako te koncepti vplivajo potem tudi na moje ideje in na neke interpretacije teh znanstvenih poskusov. Tako na kratko. Hvala. Naslednje vprašanje pa meni zelo všeč, zato ker sem enkrat se spomnim, sem točno o tem pisal, ampak nam jaz odgovoril. Gre se preprosto za to, kaj pa posledice uporabe umetne inteligence na naše kognitivne sposobnosti? Zaradi udobja navigacije marsikdo ne zna več uporabljati zemljevide, jaz bi še dodal, ne zna tudi kompasa uporabljati pa tega naprave. Ja. Jaz osebno priznam, da sem zelo pogosta uporabnica, imam pametno uro, ki me navigira pri mojih poskusih raziskovanja sveta in sem tudi slabša potem s temi starimi tehnologijami. Tako da to je tudi zame zelo zanimivo vprašanje in opažam tudi na sebi, da zaradi tega mogoče nisem dovolj pozorna na sedanjost. Recimo, če nekam grem, potujem in če se navigiram z vsemi temi napravami, če mi slučajno, to se mi zgodilo pred kratkim, je ura, pač baterija crknila in nisem med večurnim pohodom nisem bila pozorna, kje sem hodila in sem imela težave pač priti na izhodiščno točko, tako da tukaj sem se pol zavedala, kako je pomembno biti v realnosti, v sedanjosti in ne dobesedno gledati samo na ekrane. No, hkrati pa treba reči, da nekaterih stvari, ki jih prej nismo mogli delati sploh, zato ker je bilo tako okorno, je pa danes mogoče v trenutku, v sekundi lahko pridemo do znanj, do informacij, ki so bile včasih nedosegljive. Ne vem, jaz se spomnim še kot srednješolec, ko sem bil v 80-ih na inštitutu Jožef Stefan, takrat je bilo, Matko se bo verjetno spomnil, takrat je bil problem, država je bila pač revna, in se je bilo pravilo, je bilo ena knjiga se sme kupiti na državo, in tista ena, kako do tiste ene knjige prideti, mislim, je bil netrivialno, mislim, to, kar je danes, danes smo preobloženi z vsem tem, recimo, pa ne samo, da smo preobloženi za informacije, tudi imamo pa tudi mehanizme, kako poiskati in vse to, skratka, ta tehnologija ima seveda, zemljevide, pa verjamem, marsikdo ne ve, da zemljevidi sploh obstajajo, ta stari, papirnati. Doktor Uršič? Ja, jaz bi še to dodal k temu istemu vprašanju. Zemljevidi seveda zelo, zelo koristni so elektronski zemljevidi v tujih deželah, zlasti tam, kjer pač recimo na Japonskem, kjer malo ljudi govori angleški, razen da pač na Tokiju in tako naprej. Kot je tudi zelo koristni inštrument, recimo Wikipedija, sam Google kot ogromna v bistvu enciklopedija človeštva in tako naprej. To vsekakor drži. Ali pa recimo to, da imamo online slovarje, koliko prihranimo časa pri prevajanju tekstov, tudi tem ročnem, se pravi ne elektronskem, klasičnem prevajanju, in tudi pri pisanju tekstov. Jaz osebno si težko predstavljam, da bi pisal, pa sem svoje prve knjige tam nekje v začetku 80-ih, konc 70-ih, sem jaz pisal še na klasičen mehanski stroj. To vrnitev tja, mislim, mi je nepredstavljiva, ker ko človek piše nek tekst, recimo ga na ekranu, na zaslonu oblikuje, tako kot kipar, ko recimo oblikuje glino in podobno. Po drugi strani pa to pa se navezuje na tisto, kar sem prej omenil, da tehnologija ni nevtralna, se pravi, je pozitivna, je pa tudi negativna. Recimo to, da pišejo te generacije milenijci in tako naprej, da pišejo v glavnem Twitterje in podobno, to se pozna. To se pozna v neki možnosti, ne bom rekel toliko spomina, saj spomin verjetno ni dosti manjši v ljudeh, ta kapaciteta, zmožnost spomina, ampak se pozna v koncentraciji na daljše tekste. Jaz sem recimo dolga leta pač predaval, učil kot profesor na filozofski fakulteti in sem opažal, da iz generacije v generacijo
so sicer študenti, študentke zelo recimo, ko bi rekel, ustvarjalni lahko in tako, ampak ne, zelo malo pripravljeni, čedalje manj pripravljeni prebrati dejansko eno temeljno delo, recimo Kantovo kritiko čistega uma ali pa Aristotelovo metafiziko ali pa kaj takega, ne. V naši generaciji je bilo to tako rekoč nujno. Če si hotel diplomirati, si moral vsaj edukacijo, ne, s teksti. In tu je spet ena od tistih temnejših zadev, ne. Tako da oboje je, ne. Še eno vprašanje za vas. Kaj pa organski transhumanizem, ki se nanaša razvoj zavesti znotraj nas v smislu duhovne rasti, delaj na sebi? Je to možna protiutež tehnološkemu transhumanizmu? Jaz osebno sem skeptičen do nekaj teh, ko bi rekel, New Age-ovskih, recimo, včasih smo rekli tako, no, variant recimo tega duhovnega razvoja in tako naprej. Jaz mislim, da je duh bistvena stvar, zelo bistvena, ampak na nekoliko drugačen način, kot filozof dojemam duha, kot pa recimo pač ljudje, ki govorijo dosti o duhovnosti, pa o tem osebnostnem razvoju, pa tako. To je tudi deloma pač odsev tega, da zahodni človek predvsem se preveč ukvarja s seboj, ne, svojim egom pravzaprav, in potem to imenuje, to je kot duhovnost. Ne mislim zdaj, to ne leti direktno na to vprašanje, oziroma kolegico, ki je postavil to vprašanje, daleč od tega, ne. Ampak žal, ne, če ponovim še enkrat tisto, kar sem že prej rekel, ne, se mi zdi, da glavni problem je, da duhovna rast človeštva ne gre za roko v roki s tehnološkimi sredstvi, z orodji in orožji, in ta postajajo čedalje močnejša, in tukaj je neka velika nevarnost, ne. Se pravi, da ne bomo znali, da bomo prepozni, da bo preprosto neka grozna katastrofa morala priti, da se bo človeštvo, če se bo sploh zavedlo, ne, tega, ne, kako dragoceno je življenje, kako dragocena je zavest, kako pomembno je to, da smo v milijardah let evolucije, ne, na tej zemlji, in da lahko vidimo, da slišimo, da se razumemo. In te stvari, ne, to mene recimo skrbi, da enostavno, da premalo razmišljamo v tem smislu o duhu. Hvala. Čas nas že malo preganja, tako da bom samo še eno vprašanje zastavil za vse tri. Prišlo je pa na YouTubu. Tule prisotne gotovo verjamemo, da nekako ločimo realno od virtualnega. Kako to veselje do ločevanja privzgojiti najmlajšim? To ločevanje virtualnega od realnega. Ja, se pravi, digitalni svet pa resničnostni svet. Pa jaz mislim, da pri najmlajših sploh ni problem v tem, da bi neko veselje jim poskušali odstraniti ali dodajati. Jaz mislim, da je najbolj pomembno to, da spodbujamo radovednost na splošno na vseh področjih, je pa mogoče bolj to, da se z njimi pogovarjamo že dosti zgodaj, odkrito o vseh zadevah in predvsem tudi, da sami spremljamo ves tehnološki razvoj, ki že jaz recimo, ko imam študente, pa potem mlajše dijake, pa učence, no, kdaj imam tudi delavnice na osnovnih šolah, že jaz opažam, čeprav sem mogoče mlajša generacija, da ne poznam določenih novih orodij in okolij, in je bolj problem v tem, da jaz sama recimo se vse prehitro dogaja in pol nimam toliko stika s tem, in ko imam pač izkušnje s temi generacijami in ko z njimi sodelujem, je zelo pomembno, da sem tudi sama seznanjena z vsemi temi tehnologijami, in mogoče bi rekla na splošno kot nasvet, da sami vlagamo čas v to, da se izobražujemo na tem področju in da spremljamo vse možne te tehnologije, samo zato, da bomo potem razumeli tudi mlajše generacije, zakaj jih uporabljajo, in mogoče, če pride do določenih problemov, znamo potem rokovati s temi problemi oziroma vedeti, kakšne nasvete dati mlajšim generacijam. Tako da mogoče to z moje strani. Dr. Grobelnik? Ja, moj komentar bi bil to, da to vsekakor je pomembno vprašanje, ne. Izobraževanje, jaz mislim, da je glavna stvar, torej, da otroci ali pa te mlajše generacije dojamejo, da so to podaljški njihovih zmožnosti na nek način, da to ni nadomestek za marsikaj drugega. Torej, izobraževanje bi poudaril kot eno tako pomembno besedo. Mislim, da danes nismo zelo poudarjali tega. Je pa res, ne, da seveda te hitre inovacije, en primer bom samo povedal, verjetno poznate to Alexo ali pa Google Home, pač te digitalne asistente, ki jih imajo ljudje doma.
to, kar se pogosto dogaja, ne, je to, da otroci vzamejo ta digitalni asistent, ti zvočnik in mikrofon, ki je priključen na internet kot dodatnega družinskega člana. Ne. Zdaj, kako zdaj to presežiti, ne, da razložiti, da to pravzaprav je samo računalnik, ki razume govor, pa zna nekaj povedati, ne. Se pravi, z izobraževanjem, z razumevanjem, kaj tam zadaj v resnici je. In potem se tudi pričakovanja lahko bistveno bolj zbalansirajo, kot pa če to ostane črna mistificirana škatla, ki jo tehnološki novinarji poudarjate, da to je pa zdaj se hecam. Jaz probam biti res, kar se tega tiče, zelo nevtralen. Ja, sej. Ampak to sem hotel reči, predvsem razumevanje teh zadev zagotovo pomaga. Se popolnoma strinjam. In še dr. Uršič? Ja, jaz sem pravzaprav vesel tega vprašanja, zadnjega vprašanja, ker se mi zdi zelo pomembno, ključno, razlikovanje realnega od virtualnega. In jaz mislim, da je to treba na tem vztrajati tudi v vzgoji, ker če bo prišlo do tega, da pač bodoče generacije ne bodo razlikovale realnosti od virtualnosti, ne samo narave, ampak tudi duha, ker virtualnost, predvsem ta algoritemska, recimo ta digitalna virtualnost je pravzaprav nekje vmes, ni niti narava v tem smislu, materialna narava, niti duh, ampak je nekaj tretjega, kar je tudi zanimivo seveda, ampak glejte, v celi zgodovini je bilo tako, da se človeštvo zmeraj borilo za to, da razlikuje resnico od recimo videza. In jasno, da je bila razlika med realnim pa imaginarnim, umetnost, recimo romani so pač nekaj imaginarnega, ampak zdaj pa prihaja do tega, zlasti tudi s temi hologrami in z vsemi temi pač čarovnijami tehnološkimi, da se zna zgoditi, da bodoče generacije dejansko, da bo ošibilo ta občutek razlikovanja med tem, kaj je res, pa kaj je samo virtualno, in to se pa meni zdi, da je katastrofično, ker to pomeni, da bomo pač, da bojo živeli v nekem kvazi sanjskem svetu, ker se ne bo sploh vedeli, kaj je res, kaj ni, kaj je prav, kaj biva, kaj ne biva in tako naprej, Ampak, gledajte, seveda moram pa ušteti v ta svoj odgovor tudi svojo starost in pač generacijo, ki počasi odhaja, Bog ve, kaj se bo še vse zgodilo na tem svetu, in kako bojo ljudje živeli in bojo pač zadovoljni v svojem življenju in bojo srečni. Je pa to velik problem. Pri otrocih se mi zdi, da se izgublja. Ravno z temi tehnološkimi igračkami, da se izgublja ta občutek ločevanja realnega od virtualnega, in to se meni osebno ne zdi dobro. Najlepša hvala. Čas nas je pritegnil do konca. Goste prosim, da še malo ostanejo na povezavi. Vsem ostalim pa upam, da smo vam uspeli predstaviti nekaj o transhumanizmu, predvsem pa o novih tehnologijah, ker zavedamo se, da smo non-stop na nek način zbombardirani z različnimi informacijami prek medijev, prek družbenih omrežij in posod, in dejansko obstaja, vsaj kar se tehnologije tiče, že kar težko ločiti, kaj je res, kaj je PR, kaj je marketing in kaj je pomembno. Hvala vam za sodelovanje in nasvidenje. Hvala vam. Hvala, nasvidenje.